Si bomo sedaj pogledali še nadaljevanje računanja zalomkov. V prejšnjem posnetku ste že lahko videli, kako odštevati, seštevati in odštevati. Pri tem, če na kratko ponovimo, je najbolj pomembno, da poskrbimo, da so delčki enako veliki. To pomeni, da morajo biti imenovalci enako veliki. Torej damo ulomke na skupni imenovalec, najboljše najmanjši skupni imenovalec. Potem pa kot v temle primeru, ko imamo 3,8 minus 1,15, ko od 8 ne moremo odšteti 15, moramo eno celo spremeniti v ulomek. Torej bo iz njega prišlo 20 delčkov, pa 8 jih že imamo, je skupaj 28 delčkov. Ostale bojo pa 2 celi. Minus 1,15, kar je skupaj 1,13. No, zdaj pa gremo na množenje, ki je v resnici skoraj lažje kot pa seštevanje in odštevanje. Če imamo mi nek ulomek, recimo, da je to ulomek 33 petnajstin krat 20 44. Zdaj, čisto po pravilih množimo ulomke z ulomkom tako, da števce pomnožimo skupaj, se pravi izračunamo, koliko je 33 krat 20, pa delimo s 15 krat 44. Ampak, preden zares množimo, krajšamo. In sicer pri krajšanju pazimo na to, da krajšamo nekaj, kar je vzgori in nekaj, kar je vzpodaj. Recimo, število 33 in 44 lahko delimo z 11. 33 deljeno z 11 je 3, bom ga tukaj rezultat napisala, in zdaj 33 kaj več ni. Ampak, če sem vzgori en faktor delila z 11, moram še vzpodaj ga, to bo pa 44. To je pa 4. In zdaj 44 kaj več ni. Tudi 20 in 15 lahko delimo številom 5. Torej 20 deljeno s 5 bo 4, 15 deljeno s 5 je pa 3. In zdaj, ker imamo zgori eno štirko in spodaj še eno štirko, lahko te dve štirke delimo 4 in dobimo 1. 3 delimo s 3, dobimo 1 in to trojko tudi delimo s 3, dobimo 1. Ko v bistvu trojke in štirke krajšamo in je rezultat 1. Še hitreje pa je, da že kar tukaj, se pravi, tukaj imamo vse faktorje spremenil čiste ulomke. To zdaj ni bilo treba narediti, ker že imamo čiste ulomke. Krajša vse, kar lahko krajšaš po diagonali in zgoraj spodaj. Recimo, lahko bi kar, če ta račun še enkrat prepišem, to bo zdaj pa še hitrejše, kar ponovadi tudi delamo, takoj ko znamo, se pravi, 15 in 20 delimo s 5. In zdaj rečemo, 20 delimo s 5, tega ne napišemo, ampak samo napišemo rezultat, 15 delimo s 5, dobimo 3. 44 pa 33 delimo z 11, 33 deljeno z 11 je 3, 44 deljeno z 11 je 4. In zdaj imamo ulomek v bistvu 3/3 krat 4/4. Ampak tukaj lahko krajšamo tudi zgoraj spodaj je 1, 1, 4, 4, 1, 1 in je isto produkt 1. Bomo naredili še na 2 primera. Recimo, če bi pa imeli 2 celi, pa če takole poskusimo. Bomo še en račun naredili, pa bomo odpustili tako, da te korake vidimo. K tem korakom se vedno vračamo. Recimo, da bi imeli 3,1 krat 5/26, recimo. Zdaj, prvi korak je vse faktorje spremenil čiste ulomke. Tole še ni čisti ulomek. Tukaj nam ni treba dajati na skupni imenovalec, je to nepotrebno delo, moramo dati pa v čiste ulomke. 3 krat 4 je 12, plus 1 je 13. 13/4. Krat drugega prepišem, 5/26. In zdaj gledam, se da kaj krajšati? O ja, se da, 13 in 26. Oboje lahko delimo s 13
in napišemo, kaj nam ostane. In zdaj pomnožimo števce skupaj, 1 krat 5 je 5, 4 krat 2 je 8 in to je rezultat. Ali pa če bi recimo imeli 0,5 krat 2,3 recimo, ne? Zdaj 0,5 lahko zapišemo kot ulomek. To je ulomek 5 desetin. Desetin, ker je ena sama decimalka. 2,3 je pa 2 krat 15 je 30, plus 3 je 33 petnajstin. Zdaj, ko imamo v čistih ulomkih, se pravi tudi števila decimalna ali pa tudi naravno število lahko zapišemo kot ulomek, krajšamo. 5 pa 15 lahko krajšamo spet, dobimo 1, 3. Zdaj pa ugotovimo, da lahko 33 pa 3 krajšamo. Samo da je en zgoraj, en spodaj. 1, 33 bo pa 11. Druga ne gre in gremo. 1 krat 11 je 11, 10 krat 1 je 10 in na koncu bi napisali samo še 1,1 desetina. Ali pa recimo, če pogledamo naprej, še en primer, recimo, da bi imeli pa 2,4 sedmine, pomnožimo z 9 recimo. Kaj bi pa tukaj naredili? 2 krat 7, ali pa dajmo rajši pomnožiti z 14, da bo malo lepši rezultat. Tole pobrisali, se pravi pomnožimo s 14. Zdaj, vedeti moramo, da računi, ki jih mi dobimo, so večino primerov lepo že pripravljeni in skoraj vedno se da krajšati. Redko, če se ne da, poglejmo še enkrat, če se nismo kaj zmotili. 2 krat 7 je 14, plus 4 je 18, sedmin. Zdaj namesto 14 pa napišemo 14 enin. Niti se ni treba zapolniti, kako množimo z samim številom, da je to 18 sedmin plus 18 sedmin plus 18 sedmin, ampak samo spremenimo v ulomek. In zdaj 14 in 7 lahko krajšamo in 2 krat 18 je 36 enin, kar je isto kot 36 in imamo rezultat. In to je vse, kar moramo vedeti od množenja. Poglejmo zdaj še k deljenju. Samo da najdemo naslovčič deljenja. To je pa tukaj. Vse ulomke spremenimo v čiste ulomke. To je isti korak, kot smo ga imeli pri množenju. Recimo, če imamo 2,1 tretjina deljeno 4 petine. In zdaj gremo. 2 krat 3 je 6 plus 1 je 7 tretjin. Zdaj drugi je že čisti ulomek. Ampak poglejmo, kaj piše. Prvi ulomek prepiši, to smo naredili, in ga pomnoži, se pravi ne deljenje, ampak krat, z obratno vrednostjo drugega ulomka. Obratna vrednost je pa ulomek, kjer zamenjamo števec in imenovalec. To je 5 četrtin. Obratni ulomek je tisti ulomek, s katerim moramo pomnožiti, da dobimo rezultat 1. Se pravi, produkt števila in njegovega obratne vrednosti je 1. In to takoj vemo, da je to 5 četrtin. Ker se bi 5 okrajšala, 4 okrajšala je 1. Se pravi, obratni ulomek damo v čisti ulomek in ga obrnemo v števec in imenovalec. Zdaj pogledamo, če se da kaj krajšati. Zdaj se pa ne da. Pomnožimo števce skupaj, imenovalce skupaj in je to 2 celi, to je 24 in ostane 11 dvanajstin. Če imamo recimo 3,5 sedmin, pa bi to delili z 1/14, ponovimo vajo, se pravi, prvi ulomek damo v čisti ulomek, 3 krat 7 je 21 plus 5 je 26 sedmin, krat 14 enin. Sedaj tole pokrajšamo, 1, 2, in dobimo ven 26 krat 2, 52. 52 enin ali 52.
Isto velja, če imamo mi recimo za deliti 4 z 1/2. Zdaj, 4 bomo zapisali kot ulomek, namesto deljeno z 1/2 bomo pomnožili z obratno vrednostjo in je to 8. Če bi imeli recimo lansko leto račun 4 deljeno z 0,5, ko smo imeli decimalke, bi rekli, to je 4,0 deljeno z 0,5, poskrbimo za isto število decimalnih mest in zdaj rečemo, to je 40 deljeno s 5 in je 8. V obeh primerih pride enak rezultat, pa se mi zdi, da je z ulomki celo bolj jasen in hitrejši. Lahko naredimo še enega, recimo, da imamo 6 devetin deljeno z 18. To je 6 devetin krat 18 deljeno z 18 enin. To računamo tako, zdaj tudi 6 devetin bi lahko tudi krajšalo vmes, pa pustimo zaenkrat krat 1/18, pomnožimo z obratno vrednostjo, sedaj krajšamo kot pri množenju in dobimo 1/27. In to je rezultat.